Koleščice in kolegi, vsi ostali, ki ste se zbrali, dragi sobratje, v duhovništvu. Danes sicer obhajamo god svetega Vincencija Pavlovskega, ampak zbrali smo se pa tukaj v Cerkvi Marije Snežne, prav vsak svojo prošnjo, ki je pa romov sam, s priprošnjo Magdaleni, ker ima vsak neke stiske, preizkušnje, ki jih nosimo v življenju, ali pa zahvale, za uslišanja, da smo prejeli lahko milosti. Poglejte, kako nas današnja Božja beseda danes močno nagovarja. Že ko Pavel pravi Korinčanom v svojem prvem pismu, ki jim ga je zapisal, kakšni smo poklicani. Ni nas veliko modrih po mesu, nemogočnih, neimenitnih. Zdaj, ker pred Bogom ni imenitnosti. Ker pred Bogom smo taki, kot smo. Takšne, kakršne nas je ustvaril, kakršne nas je obdaril, s talenti, sposobnostmi, pa tudi nesposobnostmi in omejitvami. In grešnostjo, tudi to, naša šibkost in zanovanost z grešnostjo je tudi tista, ki odseva skozi naše življenje. Ampak Bog je pa tisti, če pustimo, da po nas deluje. In to je tisto, kar je ključno. Mogoče nas tudi to, ko smo zdaj zbrani na tem svetem romarskem kraju, fascinira Magdalenina zgodba, tako kot je že v njenem času, ali je bila preprosta, tukaj kmečko dekle, ki se je začelo dogajati zelo mistične zadeve in so fascinirale množice firmičcev. Ona je v resnici te stvari skrivala, ker so stvari, ki so intimne, ki se zgodijo v mistični globini med Bogom in človekom, jih človek želi ohraniti zase. Tudi dva, ki se imata zares rada, ne boste o tem trobentala pa razglašala naokoli, ampak je to stvar njunega odnosa. In tudi tukaj, ko se začnejo take stvari dogajati v globini srca, v globini človekovega bitja, ne boš o tem trobentu pa razlagal okoli in ne boš delal iz tega cirkuške predstave, ampak je stvar ene globine in odnosa z Gospodom, ki pa lahko potem preveva in preseva naprej. In tudi nas lahko sicer morda ta mistični del pri Magdaleni fascinira, vznemirja in tako naprej in malo, ker se ne znajdemo v tem, nam je težko razumeti. Ampak vse to ni tisto, kar je bistveno. Mogoče se kdaj celo komu zalušta, da kaj pa, če bi pa jaz imel takole, bi pa potem pa tudi lažje bilo z Bogom. Glejte, če gremo pogledati zgodovino cerkve, zelo malo ljudem je Bog naklonil posebne mistične darove. Ampak to ni tisto, kar je glavno. Glavno je, da so ta odnos živeli, k kateremu smo pa mi vsi poklicani. Kako torej živeti odnos z Gospodom? In tukaj je morda tista nevarnost, v kateri se znajdemo dostikrat kristjani, ko ločimo molitev pa praktično življenje. Ko nam je molitev tista, kjer lahko sicer začutimo povezanost z Bogom, kjer lahko pridemo na romanje, kjer lahko se udeležimo molitvenega srečanja, molitve v jezikih, kjer smo lahko v stični mladih in se dogaja in začutimo, potem gremo po prakso, nam pa zmanjka. Prijem pa dam, pa me žena malo po stran pogleda, pa že zalajam na njih. A prijem z romanja, vsa navdušena, pa je dec neki sit na kavču, pa smo že ogen v streh. Tukaj je bistvo, s čimer smo poklicani, da kot kristjani združujemo vse v eno. Da ni takrat, ko molim, sem pa jaz pa moj Bog, pa ko pridem k maši, pa jaz pa moj Bog, ko pridem pa ven z cerkve, je pa vse po svoje. Ampak da tukaj pride do te skladnosti, se pravi, odnosa z Bogom, ki se kaže in izraža v mojem vsakdanjem življenju. Pa ne zato, da bi Bog pričakoval potem od nas, da moramo biti pa zdaj popolni, pa brezhibni, brezgrešni. Ne, to ve, če ne bi vedel, nam ne bi tudi dal zakramenta spovedi, da nam odpušča. Ampak predvsem, da nas vabi, da bi res živeli s tem, s čimer smo obdarjeni. To, kar je v nas položil. In da tisti darovi, ki pa ni treba, da so mistični, kot jih je imela Magdalena, ampak te darovi, ki smo jih prejeli, milosti, s krstom, zbirmo, milosti, ki jih prejemamo pri vsaki Euharistiji, ali znamo in zmoremo iz tega živeti vsak dan.
To je tisto, k čemur tudi na koncu nas spodbuja današnji evangelij. Kristus ne pravi, da moramo ne vem kaj oznanjati, ne vem kaj govoriti, ampak praksa je konkretna praksa, konkretno življenje. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Željen sem bil in ste mi dali piti. Žalosten sem bil in ste me potolažili. Videli ste, da sem v stiski, pa ste niste pustili primer, ampak ste prišli k meni. Se nismo potegnili nazaj neko politično korektnost, smo nomo težili. Ne. Pa se gremo včasih lahko kakšno zelo pod krinko ljudnosti ne bomo zdaj človeku, ki je, ne vem, kakšno hudo zadevo doživel, ali da je bolezen, da je bil raka, ali da je zgubil nekoga zelo bližnjega, ki mu je umrl, pa bomo neki kvazi vljudni, ne bomo zdaj ljudi nadlegovali. Mogoče pa glih takrat najbolj rab toplo besedo, ali pa samo nekoga, en par ušes in odprto srce, ki je pripravljeno poslušati. Ki lahko zgodbo znova in znova ponovim, kako mi je težko zdaj v tej situaciji. Glede, prav zdaj se je zgodilo v naši župniji, je bila ena tragična prometna nesreča. In vse, kar je, da so rodniki od rajnega in blazno veliko pomeni, da lahko samo povejo zgodbo. Povejo zgodbo tisto, kar se je zgodilo, kako jih bremeni, kako jih teši. In vendar. In to znati poslušati. Pa sem dal samo en tak primer. Ampak tukaj, a znamo imeti odprto srce za bližnjega, ali se bomo šli, kar je danes dostkrat v tem smislu individualizma, jaz bom zase poskrbel, za one me pa briga, ne ima vsak gleda svoje, ne bomo se v druge vtikvali. Ampak ne govorimo o vtikvanju, govorim o odprtem srcu, oziroma o razliki med trdosrčnostjo in odprtim srcem. In zdaj bo kdo rekel, in kaj, če se najdem bolj na tistem polu trdosrčnosti, potem kličmo Svetega Duha, da bo umehčal moje srce. Prosimo ga, samo najprej se moram priznati, da sem trdosrčen. In to ne do nekih unih sosedov, do najbližjih lahko doma. Da sem oster, da sem žleht lahko kdaj, da je kakšno zinem neprimerno, da ne znam pohvaliti, da samo kritiziram, da nič ni prav, pa še televizijo prižgem, pa gledam grozno svetu, vse. Smo pa v temi. No, je res tema, ampak mi, kristjani, smo razsvetljeni z lučjo ostalega Kristusa in smo poklicani, da v ta svet ne prinašamo jamranja, pa kritiziranja, pa šimfanja, ampak da prinašamo luč, da prinašamo ne, da smo na vides veseli kristjani, potem pa, ko ugasne luči, pa gre vsak svoj konc, pa spet ksihte dol potegnemo, pa smo zagrenjeni vse. Ampak mi smo poklicani, da prinašamo veselje v ta svet, ki je utemljeno v Kristusovem ustajenju, v upanju, da Britov pokopališče zadnji ni zadnja postaja, ampak da je bivanje v nebeškem Jeruzalemu. Tja pa bomo poklicani not v tem smislu, kot Jezus pravi. Željen sem bil, da ste mi dali piti. Karkoli ste storili enemu izmed teh mojih najmanjših, ste meni storili. Veste, kakšna močna zadeva je to, da se Jezus identificira, poistoveti z vsakim, ki je v stiski in preizkušnji, da če s tistemu majhnemu človeku, komorkoli pa že, ki je bil v stiski preizkušnji, smo prišli naprot, da smo to njemu naredili. Da je enako, kot da bi to storili Gospodu Jezusu Kristusu. Ko smo nekoga poslušali, ko smo nekoga samo objeli, ko mi je bilo težko, ko smo mu rekli toplo besedo, ko smo ga dobro nafutrali. Tako je. Te se še zdaj spomnim, ko sem bil bogoslovc in je tista kuharca, ki je bila kdaj pomožna, pa nas samostalno na trom ostal, zdaj je že pokojna. Jaz verjamem, da za vse tiste palačinke v ponedeljkih zvečer, ko so bile vsak ponedeljk redno palačinke zvečer, jaz vem, da če ne zaradi drugega, zaradi tistih palačink, vem, da se bo lahko pred Gospodom zagovarjal. Za bogoslovca sem spekla na talerje palačink in vsi smo jih vedno hvalili, ker so bile res fantastične. Pa te rekla, zdaj banaliziram. Ne, so lahko majhne stvari, ki si jih ne znamo pol ovrednotiti pa priznati. Pa ne se z njimi hvaliti pred Gospodom, da bi rekli, tole si mi dal. In vsak od nas je na svoj način obdarjen. In vsak ima en pogled, ko nekoga zna videti, ko nekoga zajeti, ko nekoga nagovoriti, ko nekoga spodbuditi in mu prinesti Gospodovo tolažbo, Gospodovo veselje in optimizem v življenju.
Zato je pomembno, da ko smo se zdaj tukaj zbrali na tem romarskem kraju, da bi se tudi Magdalenini priprošnji priporočili, da ne prav za nas in za naš slovenski narod. Mi znamo zelo hitro kritizirati, odprimo Dnevnik, spletne strani, Cajtang, sam jamramo lahko, pa sam kritiziramo. Vete, včasih tudi pri spodaj slišam, to ni zdaj kršene spodem očestnosti, ampak tako, ja, tudi se jezim, pa kovnem, še posebej, ko gledam Dnevnik, rečem, poslušajte, gospod, pa zakaj pa pol gledate Dnevnik? Ja, mora biti na tekočem. Ja, ampak, ko ste pogledali Dnevnik, ste vi pol začeli, ste bili jezni, ste se še na žene vsajali, pa gledali zraven čez politike, ne? Ja, a vam to korist, ali vam škod? Ja, pa moram vedeti, kaj sem, ja, v svet se bo enako naprej vrtel, tudi če boste vi gledati Dnevnik ali pa ne, ampak če pa skrbite za mir svoje duše, a ne bilo bož, da mogoče pa ne bi gledali Dnevnika. Pa bi se raje kaj pogovorili ženo, pa kakšno knjigo v roki, pa svet pisem, pa raje tisto preverite, pa boste videli, kakšno tolažbo pa mir vam bo prinesel. Ampak znamo se jeziti, razburjati, hitro, kritizirati, obrniti perspektivo, pa pogledati, zakaj sem lahko Gospodu hvaležen. Glejte, koliko vas je prišlo. Kakšni niso mogli priti, ker ne morejo hoditi, ker so preklenjeni nebodstva. A smo lahko za to hvaležni? Prišli smo lahko zato, ker je naša država še v miru živi. Če bi živeli v vzhodnem delu Ukrajine, ne bi mogli priti. Če bi živeli v Gazi, ne bi mogli priti k Maši. Glejte, pa smo se zbrali. Pa bi lahko zdaj cel seznam naštevali, kaj je vse. Vsak za nas, ampak vsak za sebe ve, kaj je lahko hvaležen. In tukaj je samo tudi stvar ene odločitve. Pa bomo gledali skozi trdosrčnost in skozi pesimizem, ali bomo pogledali skozi širokošrčnostjo in skozi krščanski optimizem s hvaležnostjo za vse to, kar nam Bog podarja in naklanja. In da smo mi poklicani, da to samo vračamo nazaj njemu. Tudi na način, da to ljubezen, sočutje izkazujemo vsem okrog nas. Na način, kolikor znamo in zmoremo. Če nam pa kdaj ne rata, pa glejte, saj imamo spoved. Saj smo učenci Kristusovi. Saj veste, da ta prav učenc daje tudi kakšen cvek, da bi pa ga more popravljati. In vsi smo bili v šoli, smo kdaj kakšen cvek dobili. Mislim, saj jaz sem ga. Pa je treba popravljati. Ampak potem gre na boljše. In Gospod nam cveko ne učita. Gospod nas samo vabi, da bi se skozi ta popravljanja postali bolj njegovi, bližji njemu. Da bomo nekoč potem lahko ne samo kot zdaj slavimo v tej svoji omejenosti, pa ne v popolnem zavedanju in dojemanju, ampak nekoč, lejte, ko bomo pristopili vsak od nas v svojem času prak večnosti, da bomo tako zbrani v nebeškem Jeruzalemu in bomo slavili nebeškega očeta. Za vse, kar je in kakršen je, ker ga bomo takrat šele gledali in spoznavali, kakršen je. Magdalena je imela pač te darove, da ga je lahko že tukaj okušala na bistveno drugačen način kot mi. Mi imamo ta predokus drugačen, ampak ne nam tudi njen zgled in na luč sveti na tej poti in ne nas spodbuja, da bomo predvsem se zavedali, da je naš cilj pri nebeškem očetu, v nebeškem Jeruzalemu. Do takrat pa prosimo ga za te milosti, da bi imeli odprto, mehko, tenkočutno srce za drugega. Da bomo lahko tudi te besede njegove slišali, karkoli ste storili, enom od teh mojih najmanjših ste meni storili. Brati in sestre, zbrani smo v zaupni molitvi.